Ja, moram priznati, da sem tudi sam razmišljal, kaj sem pravzaprav hotel povedati in zadovoljen ugotovil, da mi je uspelo. Teh sporočil je namreč več. In ni, kako bi rekel, izgovor v tem, da lahko pač vsak izlušči svoje. Gre za to, da se je stari svet dejansko popolnoma podrl. In da zdaj živimo v enem novem svetu, v katerem veljajo nekatere stvari, ki so se nam pred 30 leti zdele absurdno nemogoče. Črn humor in absurd je dejansko tudi rdeča nit tega romana. Če recimo samo omenim laž, ki je pred 30 leti še imela to neko moralno avtoriteto, da se ne sme lagati, se je v tem času sprelevila v eno orodje za doseganje ekonomsko-političnih rezultatov. In pregovor, da ima laž kratke noge, enostavno več ne velja. In na tak način sem zgradil eno tako fikcijo o tem, kako bi lahko izgledal naš svet čez 50 let in ugotovil, da se je marsikaj, kar se je v drugi polovici 20. stoletja igralo z absurdom in ironijo in črnim humorjem in se nam je takrat zdelo nepredstavljivo, da se zdaj mrtvo hladno uresničuje. Tako da mogoče neko osnovno sporočilo, ki ga predajam v bistvu na dveh nivojih, ki se prepletata v romanu, se pravi ena taka družbeno politična aktualna stvarnost z družinsko intimno situacijo, v katerih se pojavljajo problemi, ki so se nam včasih zdeli že mrtvi, zdaj jih pa naenkrat spet doživljamo v nesluteni količini. Sporočilo je tudi v tem, da je očitno Bog, ko je ustvarjal človeka, napravil eno grozno napako, ki se pa zdaj ne maščuje njemu, ampak nam.